NIJZ, ki bo povedala informacije glede čiste pitne vode, prekuhavanja in ostalih javnozdravstvenih ukrepov ob poplavah. Izvolite. Najlepša hvala. Dober dan želim vsem skupaj. Ob poplavah izrazito naraste tveganje za javno zdravje v smislu mikrobiološkega tveganja, pa tudi kemijskega in pa fizikalnega. Mikrobiološko tveganje se nam lahko poveča zlasti ob onesnaženi pitni vodi, pa tudi z uživanjem onesnaženih živil. Glede pitne vode bi želela povedati, da je za prebivalstvo ključno, da stalno spremlja opozorila, informacije upravljalcev oskrbnih sistemov, ki le-ta objavljajo na različne načine, lokalno prilagojene, tako preko spleta, SMS-ov, neposredno za dostopi do prebivalcev in podobno. Marsikje smo slišali, da je v veljavi ukrep prekuhavanja pitne vode. To je izjemno pomembno, da upoštevamo, ker pitje mikrobiološko onesnažene, neprekuhane vode povzroča tveganje za zdravje, ki se lahko kaže v obliki driske, bruhanja, slabosti, ki so jim še zlasti močneje podvržene občutljive osebe, otroci, nosečnice in pa starejši. Kadar je v veljavi ukrep prekuhavanja, moramo vodo najprej pogledati, ali je motna. V primeru, če je motna, moramo najprej izvesti ali usedanje, ali pa jo prefiltrirati preko papirja ali prelikane krpe in potem scediti v posodo, kjer naj burno vre vsaj 1 minuto, zaradi večje varnosti pa 3 minute in to vodo potem ohladimo in najbolje, da shranimo kar v posodi, v kateri se je izvedlo prekuhavanje. Taka voda je potem uporabna cirka 24 ur, v izjemnih okoliščinah tudi do 48, vkolikor je hranjena na hladnem. Pomembno je, da tam, kjer je v veljavi ukrep prekuhavanja, da si z prekuhano vodo umivamo tudi zobe, da se s prekuhano vodo izvaja nega malih otrok in dojenčkov in da je vsa voda, ki jo uporabljamo za pripravo hrane za male otroke in dojenčke, prav tako prekuhana. Vkolikor do prekuhavanja ni mogoče izvesti, uporabljamo striktno ustekleničeno vodo. Naslednje vprašanje, ki se pogosto pojavljajo, kaj z živili, ki so bila izpostavljena poplavni vodi. Živila, ki so bila izpostavljena poplavni vodi, so onesnažena. Onesnaženo so tako z mikroorganizmi, lahko tudi s kemijskimi snovmi, ne smemo pa pozabiti na trdne delce, drobce, kamenčke, pesek, steklo. Zato je potrebno živila, ki so bila poplavljena v stiku s poplavno vodo, striktno zavreči. Izjeme morda so živila, ki so v embalaži, ki ni bila poškodovana, recimo pločevinke ali pa steklo. Le taka embalažo je možno oprati, vendar ne v primeru, vkolikor bi bila izpostavljena naftnim derivatom, tega namreč ni mogoče oprati in tudi tako živilo je potrebno seveda zavreči. Živila, ki pa niso bila v stiku z poplavno vodo, je pa treba pogledati. Vkolikor so nepoškodovane, jih je treba ustrezno shraniti na višino, odmaknjeno od stene v suh prostor, da zrak lahko okrog kroži. Seveda pa zavržemo vsa živila, tudi ki imajo kakorkoli poškodovano embalažo, so natrgana, so poškodovana drugače. Pomembno je tudi, da živila, ki jih ne bomo uporabljali, ne pustimo kar nekje ležati, ker predstavljajo odličen vir prehrane za glodalce, ampak jih je treba pomesti in pač odstraniti in zavreči. Nadalje preprečujemo mikrobiološka tveganja tudi preko čiščenja z poplavno vodo onesnaženih površin. Pri čiščenju je izjemno pomembno, da se čiščenja lotijo zdrave osebe, brez zdravstvenih tveganj in da so ob tem primerno zaščitene.
da se zaščitijo z zaščitnim plaščem, gumenimi rokavicami, da tudi uporabljajo gumene škornje. Če pa čistijo notranje prostore, ki so bili dolgo časa zaprti in je bila noter poplavna voda, pa moramo računati, da se je tam lahko razvila tudi plesen, zato naj tam uporabijo še zaščitno masko in sicer tipa FFP3, ki se dobro prilega čez nos in usta in tudi uporabijo zaščitna očala. To je izredno pomembno, ker se na ta način zaščitijo pred vnosom morebitnih spor v zraku. Ko prostore čistimo, je pomembno, da jih tudi ustrezno najprej prezračimo, da seveda se prepričamo, če je vstop vanje varen glede morebitnega plina in elektrike, potem pa začnemo odstranjevati umazanijo, zato uporabimo tekočo vodo z detergentom in šele po končanem čiščenju in osušenju lahko tak prostor tudi razkužimo. Zato uporabljamo neka namenska razkužila po natančnih navodilih proizvajalcev. Še iz časov covida nam je znano, da so prebivalci pogosto uporabljali 0,1% raztopino natrijevega hipoklorita, ki so jo pripravili tudi sami. Da še enkrat povzamem ključne informacije. Varna pitna voda z poslušanjem opozoril informacij upravljavcev sistema, z dobrim prekuhavanjem in pravilnim prekuhavanjem, pravilno shranjevanje in ravnanje z živili in pa seveda oskrbovanje, čiščenje prostorov po poplavah. Morda še zadnje pri tem čiščenju. Osebe, ki izvajajo to čiščenje, naj bojo zdrave. Ker pa pri samem čiščenju pogosto prihaja do poškodb, vseeno, ker se srečamo z steklovino, s kamenjem, z lomljenimi predmeti, včasih jih niti ne vidimo, je izjemno pomembno, da se preveri, ali je bila ta oseba cepljena proti tetanusu in v primeru, da je od zadnjega cepljenja minilo več kot 10 let, naj se docepi z enim poživitvenim odmerkom. Cepiva imamo dovolj. Najlepša hvala za res izčrpne informacije. Upam, da jih bodo prebivalci in prebivalke upoštevali. Novinarskih vprašanj nimamo. Zahvaljujem se vam in vam želim lep dan. Hvala lepa.